V drugi slovenski nogometni ligi je bilo med delovnim tednom odigrano redno kolo prvenstvenih obračunov. V 27. igralnem dnevu je v Slovenski Bistrici gostovala ekipa novomeške Krke. Dvoboj, lepše zveni izraz srečanje, 6. in 9. uvrščene zasedbe je pred številnimi gledalci postregel s 3 zadetki. Gol več so dosegli gostitelji, ki so zmagali z 2:1. Ja, pa seveda, še ena dobra tekma v nizu, dobra igra. Vedeli smo, da smo igrali 2x0:0, čeprav smo imeli ogromno priložnost. Danes je bilo, da smo samo postavili piko na i in jaz mislim na koncu zasluženo zmagali Krko, ki je dobra ekipa, ki je dobro selekcionirala, ampak na koncu smo mi spet pokazali svojo kvaliteto in zasluženo zmagali. Nogometaši Bistrice v standardni rdeči športni opremi so v tekmi povedli v 25. minuti, ko se je med strelci opisal 23-letni Hrvat v ekipi bistriške zasedbe Ivijan Svržnjak. Pa da, ja sam dao žogu za Reca, Rec je iz prve proslijedio za Brumeca i nastavio sam kretnju, dočekao je na povratnoj nakon što je Stane pogodio prečku i mirno pospremio žogu u gol. Domači se niso dolgo veselili težko priigranega vodstva v tekmi. Dolenjci so po kotu v 29. minuti spretno izkoristili ponujeno priložnost. V polno za 1:1 je zadel Andraž Lipec. Svoj delež k igri Krke pa je do 65. minute prispeval tudi Nik Kapun, igralec s prvoligaškimi izkušnjami. Ja, danes sem imel občutek, da je bila tekma nekako enakovredna, da iz ene in z druge strani je bilo nekaj priložnosti in iskreno mislim, da bi bil neodločen izid najbolj realen. Igralec z bogatimi prvoligaškimi izkušnjami svoje znanje dokazuje v drugem razredu slovenskega nogometa. Ja, jaz odkar sem v drugi ligi moram reči, da sem pozitivno presenečen nad nivojem in kar se tiče fizične, taktične, tehnične priprave igralcev. Ko sem bil prvi, sem malo mogoče podcenjeval to ligo, tako da vse pohvale in mislim, da tudi druga liga se razvija, tako kot tudi prva in slovenski nogomet. Zmago Bistrice z 2:1 je prenesel tokrat rezervist Rok Frešer, ki je v igro vstopil na začetku drugega polčasa. S tem golom pa je pokazal svoje osebne kvalitete, tako kot igralca kot strelca. Mrežo gostujočega vratarja Čadeža je stresel v 61. minuti tekme. Pa ja, vsakič sem zadovoljen, ko lahko zabijem zadetek, najbolj pa, da smo zmagali, to je najbolj važno in 3 pike, da ostanejo doma. Uvod v tekmo med Dolenjci in Štajerci sta s priložnostmi začela najboljši strelec lige 16 goli Krapuhin v 3. minuti in 3 minute kasneje Enej Marsetič. Krkaši so odgovorili z obetavnimi akcijami, od 9. pa vse do 20. minute, ko je svoj strel preizkusil Nik Kapun. Med 25. in 29. minuto je 250 gledalcev videlo oba zadetka v prvem delu igre. Strelca pa, kot smo že omenili, Svržnjak in Lipec. Pa prvo poluvreme da oni su nam više držali žogu nego mi smo pokušavali na neke kontre, a drugo poluvreme dok je Rok ušao u igru, smirili smo, stali smo na žogu, odigravali akcije i mislim da nam nisu stvorili drugo poluvreme ni jednu ozbiljnu šansu i zasluženo smo pobjedili danas. V 37. minuti strel Trdina. Za več kot 1:1 po prvem delu pa sta bila v tej akciji preniska Krapuhin in Marsetič. Vstop v igro Frešerja v drugem polčasu je takoj prinesel napredek v igri domače zasedbe. Pa ja, neka taktična ideja našega trenerja, kako mu vedno uspejo, tudi tokrat je zadel v polno in zmagali smo. V 52. minuti na delu Svržnjak in Krapuhin. Pobeg Bičaniča v 55. minuti gostom ni prinesel spremembe rezultata. V 57. minuti Jelen nenatančen. Lep gol Frešerja v 61. minuti je bil predhodnica lepega poizkusa z glavo Trdina. Zelo aktivni so bili zeleni med 71. in 74. minuto. Friedrichu je v 88. minuti zapretil rezervist gostov Nadarevič. V sodnikovem dodatku pa so zmago rutinsko ohranili varovanci Roberta Pevnika, ki so v dosedanjem poteku dosegli 11 zmag, 12 remijev in doživeli samo 4 poraze. Pa dobro, bom rekel, malo grenkega preokusa. Jaz mislim, da
da nas ta nogometna sreča to sezono ni toliko spremljala, glede na to, kako smo odigrali tekme, koliko točk bi lahko več imeli, ampak ekipa se stara, ekipa je dobro selekcionirana in jaz mislim, da je zdaj čim prej na prvem mestu uprava, da se opravijo razgovori in da še gledamo lepšo Bistrico, boljšo Bistrico v naslednji sezoni. Do konca prvenstva so torej še 3 krogi, ker je v igri še velikih 9 točk.